pozdravljeni otroci. Kapljico čakam. Ste jo mogoče videli? Ajoj, toliko odpadkov. Kam še gredo robčki? Tetrapak odsoka v rumen pokrov ali zelen pokrov? To je težko. Ja, Kapljica, a si ti odvrgla vse odpadke? Jaz? Seveda ne. Samo pospravljam jih za drugimi. Listek, kam naj vržem robčke? In kam tetrapak? No, to je pa lepo. Z veseljem ti pomagam. Takole, umazani robčki gredo med biološke odpadke, kamor odvržemo tudi ostanke hrane. Tetrapak pa vrzi med embalažo, tako kot pločevinke in plastenke. No, tako pa sva. Konec! No ja, konec. V resnici je za odpadke to šele začetek. Poglej, že prihajajo smetarska vozila, ki bodo izpraznila polne zabojnike. Ojoj, koliko odpadkov se nabere v tako kratkem času. Najprej bodo odpadke odpeljali v skladišče Cero-Špaja dolina, od tam pa v reciklažne centre. Recitažne centre? To sem pa že slišala. Ne, v reciklažne. Reciklirati. Pridi, greva pogledat. Ja, za tovornjaki. Listek, poglej, igrače, pa še cel kup uporabnih reči. Ja, ljudje zavržejo marsikaj, tudi stvari, ki so še povsem uporabne. Če bi jih odnesli v center ponovne uporabe, bi jih lahko potem uporabljal še kdo. A lahko vzame medvedka? Žal, Kapljica, kar pristane tukaj, gre samo še v predelavo. Škoda. Vidiš, sem smetarska vozila pripeljejo ločeno zbrane odpadke. Od tukaj naprej pa jih odpeljejo v reciklažne centre. Fuj, kaj tako smrdi? Biorazgradljive odpadke odložijo v kompostarno. Tukaj se počasi spremenijo v super gnojilo, za na primer rože. Rada imam rože. Kompost tako smrdi, rože pa vseeno dišijo. Čudno, ne? Čudno, res? Listek, kaj pa delajo v teh recitažnih centrih? Reciklažnih, Kapljica. Pridi, poglejva si. Kam pa se peljejo vsi ti odpadki? Poglej, če plastenke zavržemo v naravi, razpadajo 450 let. To je zelo dolgo. Bolje, da jih recikliramo in na primer iz 25 plastenk naredimo novo jakno iz flisa. Čisto novo! Vidiš, Kapljica, to je recikliranje. Iz starih reči izdelamo popolnoma nove. Pa to je super! Nič več velikih kupov odpadkov na odlagališčih. Juhu! Ja, veliko manj. Zato pa je pomembno, da pravilno ločujemo. Najboljše pa je, da odpadki sploh ne nastanejo. Zapomni si teh 5 nasvetov. V trgovino pojdi svojo vrečko iz blaga. Kupuj hrano, ki ni zavita v plastično embalažo. Pij iz kozarca, ne po slamici. Plastenko z vodo uporabi večkrat. Uporabna oblačila in igrače, ki jih ne potrebuješ, podari naprej. Veš, Listek, jaz pa prav rada skrbim za okolje. Tako je lepo, če je čisto. Res je, in s svojim zgledom učiš tudi druge. Poglej, Kapljica, nobenih odpadkov. Ja, saj sem vedela, da otrokom ni vseeno. Vsak dan skrbim in se učim, da čisto okolje za sabo pustim. Še ti ločuj in naravo spoštuj, da jutri nam bo lepo. Za zdravo družbo